Hej lepotice, hej lepoci, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotinica. Vsi tisti, ki ste na novo, moje ime je Eva in danes sem za vas pripravila en tak modni video oziroma video z najbolj bizarnimi modnimi trendi. V preteklosti sem tak video že snimala, super je bil sprejet, tako da sem rekla, noč, evo, idealna priložnost, da spet enega posnamem. S tem, da bova danes pregledale in se lotile čevljev. Zbrskala sem 10 najbolj bizarnih čevljev ever in vmes, ko sem iskala te fotke, sem se spraševala, kdo to sploh ustvari in na drugi strani, kdo to pa nos oziroma kup, da denar za to. Verjamem, da te že ful zanima, kateri čevlji to so, tako da kar skočiva v sam video. Najbolj bizarne petke številka 1 so tele petke v obliki otroškega tobogana. Kot vidijo, so rdeče barve, evo, bi šle super v mojemu današnjemu stylingu, ampak ne, mislim, dajmo jih pogledati od blizu. V bistvu ima ta odprt del za prst ali pa dva. Mene splošno taki čevlji niso kaj preveč všeč, imam že v osnovi rajš, da so nekako zaprti ali pa da so vsi, ta 2, 3, ne vem, nekako ni moj stil. Pa v bistvu zvezda tega šova oziroma zvezda teh petk so pete. V bistvu je najbolj smešna ta špica, kjer petka stoji, ker je v bistvu kot v obliki lestve, kjer ti splezaš gor, se spustiš na tobogan in vse skupaj je res smešen. Mislim, zanimiva ideja za kakšno otroško zabavo ali pa recimo za kakšen Halloween bi šlo, da bi pa jaz tole obula, evo, na tale outfit, pa ni šans. Naslednji bizarni čevlji so teli in sicer čevlji v obliki banane. Zdaj, v bistvu, ko jaz tole gledam, me bolj spominjajo na nekakšne cokle ali pa mogoče kakšne copate, pa še to jih ne bi nosila, mislim. Ne vem, si predstavljaš, da prije kdo k tebi na obisk in imaš ti te banane na nogi. Ful so smešni, no, je inovativna ideja, ampak bi lahko ostala samo pri ideji, če mene vprašaš. Gremo na čevlje številka 3, tokrat pa imava superge in to ne kar ene, jasno, danes vam pri bizarnih. Poglej ti te superge. V bistvu so čevlji, supergi, akvarij. Dejansko ti daš nogo tako noter in ti potem ribice plavajo okrog čevlja, a si predstavljaš. Mislim, po moje te najprej vsi grdo gledajo, da gre za takšno mučenje živali, pa tudi, mislim, akvarij v supergah. Kaj? Mene v bistvu bolj zanima, kako one dobivajo tukaj hrano. Jaz dejansko sem imela akvarij doma, tam, kjer sem prej živela, in s tem je ogromno dela. To moraš čistiti, to moraš pač hraniti, to moraš filtrirati in tako naprej. In mi ni jasno, kako to speljajo. Razen, če niso žive, sam glede na to, da je ta prav tako dol obrnjena, zgleda, kot da bi jedla. Spominja me celo na čistilca, tega sem tudi jaz imela zelo fajn za akvarij. Zgledajo dejansko žive, no. Skratka, nora ideja in me zanima, kako to zgleda, ko kdo obuje. Ne vem, zakaj mi naslednje Japanke spomnejo na Joeyja iz Friendsov. How you doing? Mislim, da bi bile tele Japanke čisto za njega, ker so to Japanke sandwich. Oh my god. Meni v bistvu se najbolj zdi, ko bi tole nosila, da bi bila pol skozi lačna, bi mi sandvič pasul, ampak je zanimivo sestavljen, tako prav vice solata, vice, kaj to, čebula ali jajc, pol ima in salamo in 2 vrsti sira. Skratka, še ena huda ideja, ampak jaz kaj tazga ne bi nikoli obula, tudi se na plažo ali pa tudi sam za sladoled iskat, ker po moje bi se mi vsi smejali. Vsem pa zapišite v komentar katera obutev vam je nekako najbolj bizarna, kjero ni šans, da obujete. Pri meni po moje za enkrat rečemo kar sandvič. Ok, greva na petke številka oziroma bo rečeno gležnare številka 5. To pa so teli gležnari, ki imajo v peti v bistvu odrezane posekane barbike. Kaj? Dajmo pogledati. To zgleda takole in to je naravnost strašljivo. Koliko je tle glav od barbik? Saj ene 7 jih mora biti po moje, pa le še neke roza pramene imajo, zdaj le vidim. Ne, mislim, so bizarne, so strašljive, ajde spet za kakšen Halloween, pusta, ampak da bi pa kar tako nosil, pač ne vem, no, kaj vse prodajo na tem svetu. Jaz kot otrok sem res ful oboževala barbike, jaz sem jih imela ogromno in sem jih tudi res ful čuvala, skozi neki negvala, barvala pramenčke, tako da me nekako na barbike vidijo ful lepi spomini in mi je to res strašljivo, no, ker me res asociira na neko tako grozno strašljivo
zadevo. Niti ne vem, kako je točno komentirala, ker je strašljivo. Pol imava pa balerinke. Oh my god, daj pogled te balerinke. Ja, prav vidiš, v bistvu na spodnji strani oziroma na podplatu so izpadli zobje. Kaj? In koliko je to zob? Pač, ajde, ka bi dali samo enega ali pa dva za tiste, ki imajo, ne vem, fetiš na zobe. Oni so jih dali prav dejansko po celem podplatu. Tukaj jih je tako ful, pač ful nagravžen zgleda. Mogoče za kakšnega zobarja, čeprav po moje ne bi imel nobene stranke oziroma pacienta, bi rekel, ok, a so to pravi zobe. Pa v bistvu me ful zanima, kako, mislim, ne zanima me zares, ampak sprašujem se, kako je temu hoditi, ne? Ker mi deluje, da se tako kar malo ziba, ne? Koliko je pol dejansko čvrst podplat. Tako da, ja, še ena odbita ideja, kaj si vse spomnejo, če zdali bolj šokirana sem. In greva na, zdaj so spet petke, številka 7. Te pa so v obliki morske hobotnice. Pač, kogarkoli so itak da pač čudne in bizarne, so mi mogoče od vseh teh, ki smo jih zdaj videli, še najbolj normalne, oziroma najbolj lahko rečem, da je to neka fashion zadeva. Če si vidim tam na eni manekenki, ki dela za visoko modo, pač na neki taki modni reviji, in ajde razumem pač, da bi neki tasga obula, da izpade, ne vem, atraktivna. Tako da, kogarkoli so bizarne, vsem razumem, zakaj jih je nekdo naredil. Evo, pa ene petke za vse, bi rekla, ljubiteljice kužkov. In sicer, a si kdaj razmišljala, da bi imela petke v obliki psa? No, jaz tudi ne. Dajmo pogledati, kako to zgleda. Evo, takole rjavi čevlje, rjave petke. Zelo so take podolgovate. Moje mnenje je, da bi se to dal veliko lep zapeljati, pa bi mogoče lahko celo izpadali simpatično. Tako je pa vse skupaj nekako tako raztegnen in ne, pač grde so, bom kar direkt povedala, pač grozne, ne vem. Zapiš mi spodaj v komentar, če bi take čevlje nosila, če si ljubiteljica psov. Jaz ne bi. Pa greva pa, te me pa kar tako mal en tak srh vzbujajo, ker so povezane s škorpijonom. Že tako je škorpijona res scary videti. Tako da, če imaš rada ali pa si po horoskopu mogoče škorpijon oziroma škorpijonka, daj mi povej, a bi nosila take petke. To zgleda tako ful zares. Jaz ne vem, a je to dejansko vse nekako umetno naštiman, ampak da bi vzeli ene te noge od tega škorpijona, ker tako ful so real, kakorkoli je pač to umeten čevelj. Sam ne gre mi tukaj v upoštev, kaj pa dela pol ta kolešček zadnji na petki. To se toliko zložiš, pa prestrašaš ljudi. Definitivno. Evo, pomava pa še, fuj, okej. Če se mislili, da ste videli najhujš, sem za zadnjo 10. prešparala najbolj nagnusne čevlje, bi jaz rekla. In sicer, preprav se, čevlji moških dlakavih stopal. In to zgleda takole. Fuj. A si predstavljaš, da zagledaš, ne vem, dvoga prijateljca v takih čevljih? Prav tako res s prstema. Pa zraven so tukaj še ene, ki so tudi pač meni ful grde. V bistvu malo me spominjajo na tele all-starke, ker imajo v bistvu to konotacijo, ki imajo all-starke sploh s temi vezalkami. Ampak tudi so prsti tukaj, ki mi je vse skupaj ful nagravžen. Evo, če bi mogla zbrati, bi zbrala, da teh pa res nikoli ne bi obula. Vse bi preživela, te ta zadnje pa ne. Tako da me ful zanima tudi tvoje mnenje, kaj si ti misliš, kjere bi nosila, kjere bi šle in kjere ni šans. Pri meni tele T10. Evo, to pa je to za današnji video. Upam, da vam bo všeč, oziroma da vam je bil všeč. Zdaj pa en video imam že pripravljen, ki prihaja na moj kanal v soboto ob 18. Verjem, nočem ga zamuditi. Gledamo v soboto, kjer ti končno razkrijam moj novi izdelek. Dolg časa, evo, smo čakali. In v soboto je dan D, ko zveš, kaj sem pripravljala. Sem pa rekla, da boste malo lažje počakali, da boste razmišljali, kaj bi lahko to bilo. Rekla, da en izdelek podarim, kljub temu, da vi zdajle ne veste še, zakaj se gre. Torej, ene bom ta izdelek podarila pod opisom videa, ki pride v soboto na moj kanal, brez da bi vi vedeli, kaj to sploh je. Tako da, če ga želiš imeti, če želiš tako malo tvegati in se iti tako eno igrco, potem v bistvu se naroči na moj kanal, komentiri tale video in drž pesti, da te v
soboto žrebam, kjer pa tudi vse v bistvu skupaj zveste, kaj sem pripravila. Izdelek bo na voljo na moji spletni strani evinalepotinica.si, tako da sobota, 11. april ob 18. Hvala za vašo pozornost, drage moje, ne me pozabite slediti tudi na Instagramu, Evina Lepotinica je moje družbeno ime in to je to. Se gledamo v soboto ob 18. Čau lepotice!